Dežela prazgodovinskih gradišč, Kaštelirjev, mistična dežela naših daljnih prednikov, leži na hribih ob Krasu, Brkinih, Čičariji in Istri vse do Kvarnerja. Prvi narodi, ki so živeli v Kaštelirjih, so bili etnično neznani predindoevropski narodi. Toda skozi stoletja in tisočletja so se ljudje izmenjavali, suhozidi in monumentalna gradišča pa so ostala. Pred 4000 leti v bronosti in pred 3000 leti v železni dobi so gradišča ali kaštelirji oblikovali kulturo gradišč z mogočnimi suhozidi, postavljenimi okoli naselij. Prebivalci gradišč so čutili utrip narave, poznali so njene cikle, imena rastlin pa so nekatere izmed najstarejših besed. Za preživetje človeka, za zdravilne in duhovne namene so bile rastline nepogrešljivi spremljevalci ljudi v prazgodovini. Tako kot kamniti temelji, ki so ostali za utrdbami, nas tudi divje rastline povezujejo z našimi predniki, ki so živeli v njih. Odpirajo nam vrata v preteklost, ker so rastline kontinuiteta, ki prebivalce utrdb povezujejo z nami 4000 let kasneje. Gradišča so bile visoko na strateških obrambnih mestih, od koder so lahko s pomočjo posebnih obrambnih stolpov nadzirala pokrajino. Za gradišča so značilni zidovi, široki od 5 do 10 metrov in več kot 100 metrov dolge krožne suhozidne stene. V enem izmed naselij je bilo več utrdb. Notranje obzidje je delilo bivalne, gospodarske in obredne prostore ter domove različnih družin in družbenih slojev. Utrdbe so nadzorovale polja, pašnike in gozdove ter področja za rudarstvo in proizvodnjo ter prostore duhovnega pomena. Na mejah vidnega prostora so prebivalci gradišč postavili svoja pokopališča, nasipe za kladi in obredne nasipe. Gradišča so bila načrtovana za večnost. Njihova gradnja in preoblikovanje divjine v obdelano pokrajino naj bi krotilo čas in smrt, ker so bila namenjena tako prednikom kot potomcem, v čemer so do neke mere uspeli. Gradišča so bila namreč na dobrih strateških položajih, preživela so tudi obdobja antike. Te trdnjave so bile tako trdno zgrajene, da so se nekateri izmed njih skozi stoletja spreminjala in postajala mesta, kjer ljudje živijo še danes. Prazgodovinsko naselje je nekoč pokrivalo celoten zgornji del hriba Štanjel, ki stoji na robu Kraške planote in tako obvladovalo večji del Komenskega krasa. Njegove korenine segajo v bronasto dobo, danes pa ostajajo 200 metrov dolge ruševine obzidja kot edini ostanek prazgodovinskega naselja. Danes gradišče imenujemo le ozko planoto severno pod vrhom vzpetine, toda ta prazgodovinska naselbina se je precej spremenila in če bi zidovi lahko govorili, bi pripovedovali o suhozidnih stavbah iz železne dobe in o Rimljanih, ki so se tukaj naselili, ter o stolpu, ki je stal na vrhu vzpetine in nadzoroval Vipavsko dolino. Ti zidovi so gledali na pomembne rimske ceste, ki so peljale do Ljubljane in Apeninskega polotoka ter vse do Panonije. Skrivnost, ki jo zidovi ljubosumno čuvajo, je povezana prav s stolpom, ki ponosno stoji na vrhu hriba. Ali je to morda preostanek srednjeveškega gradu? Bogata narava okoli Štanjela s pašniki in gozdovi, kjer so lovili divjad, je omogočala življenje prebivalcem tega gradišča. Rastlino primorskega in planinskega šetraja so kot čaj uporabljali v zdravilne namene.
V železni dobi prežijo Rimljani. Žele prevlast nad nama. Stalno nas napadaju, nemilosrdni su. Uzdajemo se u svoje ratnike, u svoju vojsku. Svi dječaci u obredu inicijacije kada postaju muškarci dobiju koplje. Njihova je zadaća da budu zaštitnici, no oni su zapravo ribari, pastiri, trgovci. V zgodnji bronasti dobi so se tehnike bojevanja spremenile s pojavom meča. Meči niso bili kovani v Istri ali na Krasu. Na to področje so prišli s trgovino, kot darila ali kot vojni plen v bojih proti drugim narodom. Bodalo je orožje, izdelano za ubijanje ljudi, za boj od blizu, ker so se bojevali prsa ob prsa. Od vode preživjelog ratnika kao roba u selo. Pričat će se priče, ispredati legende o ratovima, razbojništvima i slavi kaštelira. A žrtve so padle na obeh straneh. V grobove polagajo nagrobne predmete. V bronasti dobi je bil pokop skeleten in orožje je bilo položeno v grob poleg pokojnika. V železni dobi so v grobove postavljali še osebni pribor in nakit. Utrdba Vela Ozida, visoko nad Kvarnerjem, je svojo zgodbo zelo dobro skrivala v impozantnem krožnem kupu kamenja, o sebi nam razkriva zelo malo, toda vemo, da je bila opazovalnica z ognjiščem. Vela Ozida je imela funkcijo svetilnika. Obkroža jo rodovitna zemlja, polna travnikov, oljčnih nasadov, zelenjavnih vrtov in vinogradov. Pogled ji sega vse od Martinovega brega proti Brseču in Moščenicam. Zaradi svoje lege je bila pomembna komunikacijska točka.
Poroka je najstarejša človeška institucija, temelj civilizacije, tisto, kar povezuje in ustvarja družbene vezi. Načrtovana je bila do podrobnosti, s tem pa je bilo načrtovano tudi plemensko sorodstvo in sklepanje zvez. Trgovina, proizvodnja in razvoj jezika so bili tesno povezani s poroko in posledičnimi vezmi. Povezovanje z zakonsko skupnostjo je imelo veliko težo. Danas imam 2 djece i živim sa suprugom i njegovim roditeljima. Manje više, sve moje prijateljice danas tako žive. Tu kod nas je jako živo, jer u Kaštelirima većina stanovnika ima manje od 15 godina, pa zato nema puno igre i djeca moraju raditi. Oblast je bila razdeljena. Odločitve so se sprejemale v naseljih s soglasjem poglavarjev rodov ali skupin starešin, ki so imele začasno oblast. Odrasli moški so vodili skupnost, v katerim je bil poglavar, če je obstajal, le prvi med enakimi. Obredi so bili izjemno pomembni za skupnost. Posodje, nakit in osebni pribor ali le njihovi delci so bili obredno darovani v velikih količinah. Darovani so bogovom ali duhovom prednikov. Prebivalci Kaštelirjev so verjeli, da z obredi ohranjujejo mir in red v nebesih in na zemlji. Kaštelir pri Kortah nad Izolo je eno največjih prazgodovinskih naselij. To monumentalno naselje je bilo nekoč glavno mesto, samo središče širšega ozemlja. Ta 5000 let stara utrdba je razdeljena na Akropolo, glavno mesto in spodnje mesto. Akropolo so naseljevali pomembni člani skupnosti. Gradišče je povezano z manjšimi utrdbami, stražarnicami med morjem in notranjostjo, njegov vzhodni del je omejen s kamnitim obrambnim nasipom. S takšnim nasipom je omejena tudi Akropola. Pod Akropolo so se nahajali hlevi za živali, kot tudi zemlja za obdelovanje vinogradov in polj. Utrdbe so bile skoraj samostojne, toda obstajala je potreba po trgovanju. Pred 4000 leti je evropski kontinent povezovala prav trgovina. To zemljepisno področje je imelo pomembno trgovsko lego, saj je povezovalo ceste od Panonije in Karpatov do srednjeevropskega in vzhodnoalpskega ter širšega srednjeevropskega do mediteranskega področja.
Trgovanje nadaljavo se je odvijalo z osnovnim in prestižnim blagom, bakrom, kositrom, bronom, kvarcem, zlatom, srebrom, jantarjem, soljo in vinom. Nabrala sam malo više lješnjaka i kupina, pa ću to danas trampiti. Voljela bih si nabaviti malo sira. Udro na setu od sunčanice. Interesi med kontinentalnimi in mediteranskimi naselji so bili nedvomno vzajemni. Lokalne elite so imele nadzor nad prestižnim blagom. Dobrodošli peloponeški trgovče. Velika nam je čast što vas možemo primiti u našem kašteliru. Stranog trgovca treba ugostiti i zadiviti raskošem i bogatstvom. Danas se jede hrana koja se stvarno jako rijetko jede. Mislim da ja ovo nikad nisam ni vidjela. To je vino. Ti si neki pametnjaković. Zaradi tega so me poklicali, da bi pripovedoval. Dobro, samo ti pričaj, idem ja probati to. Vino. Ob takšnih priložnostih se je jedla hrana, ki jo je bilo težko vzgojiti ali ujeti. Na mizi je bilo sadje iz vzhodnega Mediterana in Bližnjega vzhoda. Kaštelani so svojo gostoljubnost pokazali s svojo velikodušnostjo, najpomembnejša od vsega pa je bila moč. V deželi Gradišč je bila prehrana pogosto odvisna od gozda in lova. Lovili so zajce in ptice, celo kače, nabirali jerebičja jajca. Nabirali so školjke in polže, žuželke in žabe. Gost je ponujal tudi obilje plodov. Nabirali so fige, orehe, lešnike in različno jagodičevje. Gost ni služil le za prehrano, temveč tudi za ogrevanje ter za gradnjo hiš, ki so bile pogosto zgrajene iz hrastovega lesa.
Vrba je bila pomembno drevo, z njo so hranili živino, pletli košare, njeno lubje pa so uporabljali v medicini. Vzgajali so koze in ovce ter v manjši meri tudi govedo, ki je bilo pomemben del življenja v gradiščih. Z njim so si pomagali pri prevozu dobrin za prodajo, pa tudi za obdelovanje zemlje s plugom. Ovce pa so dajale mleko, sir, maslo in volno. Veliko domačih živali so zaklali pred zimo, ker zanje ni bilo dovolj prostora v hlevih. Meso so skladiščili s soljenjem in dimljenjem. Gojenje žit in živine je zagotavljalo vir hrane. Na ta način je raslo število prebivalcev v Kaštelirjih. Zaradi tatvin živine je gradnja utrjenih ograj postajala vse bolj pomembna. Ne zaboravi ljekovito bilje. Bez njega nikako ne bismo mogli. Resno? Recepti za lijekove se prenose s koljena na koljeno. Jela daje sirup protiv kašlja. Listom kupusa izvlačimo gnoj. Pelin je dobar lijek za želudac, a česan za glavobolju. Smilje, divlji radić, artičoka, crna bazga. Mogla bih polomiti vazu i donirati bogovima poklon da im zahvalim za svo to zdravlje. Mogočna narava Čičarije je skrila svojo daljno zgodovino. Temelji gradišča Rašpor so prekriti z zimzelenim gozdom in še vedno ljubosumno čuvajo skrivnosti življenja njegovih prazgodovinskih prebivalcev. Sledi preteklosti so zapletene v korenine borovcev in ruševine srednjeveškega gradu. Utrdba Rašpor je skozi stoletja menjala lastnike. Leta 1402 pa so jo kupili Benečani, ki so jo zaradi strateške lege poimenovali Ključ Istre in je postala sedež kapitana vojaškega poveljstva, preko katerega so Benečani zagotavljali varnost Istre. Kakih 100 let pozneje narava začne svojo vladavino. Beneški rektor se preseli v Buzet in Rašpor ostane prepuščen na milost in nemilost naravnim elementom.
Dežela prazgodovinskih gradišč in kaštelirjev je skrivnostna dežela, ki je svoj obstoj skozi tisočletja raztegnila skozi mrežo suhozidov in zagotovila povezave, ki nas danes povezujejo z našimi daljnimi predniki. Morda ne vemo veliko o njihovem življenju, vemo pa, da so iz narave jemali vse, kar jim je ponujala, in da so jih rastline spremljale v vsakdanjem življenju. Čeprav se je v življenju ljudi skozi tisočletja vse spremenilo, je ena stvar ostala ista: rastlinje in ruševine, ki prekrivajo Kras, Brkine, Čičarijo, Istro in Kvarner, dežele gradišč, kaštelirjev.